Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ženski pevski zbor Ptice iz Spodnje Idrije je pred dnevi obeležil 10-letnico delovanja. Pol tega obdobja ga vodi Nataša Contaldo, ki jo danes prav lepo pozdravljam v naši oddaji. Pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav. 10 let morda ni prav dolga doba, vendarle za vas zbor je to kar pomembno obdobje. Ja, v bistvu je najpomembnejše obdobje, ker v tem obdobju se je zbor formiral. Prej ga je vodila zborovodkinja Vanja Lampič, ki je postavila temelje za celotno zasedbo. Zadnjih 5 let ga pa vodim sama. Zbor je začel tik pred zdravstveno krizo, pred korono. To je najbrž resna težava, če se ljudje ne morejo srečati na skupnih vajah. Ja, jaz sem v bistvu prevzela zbor prav med začetkom te koronske krize, tako da smo v bistvu eno leto z izvedbo vaj in samim nastopanjem morale popolnoma prekiniti. V naslednji sezoni, ko so bili koronski ukrepi še zmerom v veljavi oziroma še nekoliko bolj resni, smo sicer z določenimi krajšimi prekinitvami z vajami vseeno začele, da bi preprosto ohranile kontinuiteto delovanja same zasedbe. Ampak zasedba se je močno zmanjšala v tistem obdobju, tako da smo bile na vajah, jaz pa še 5-6 pevk. Novoletno čestitko recimo smo posnele z zasedbo Okteta, tako da v tistem obdobju težko govorimo o samem zboru. Ko je pa epidemija končno minila, je pa v naše vrste prišlo kar nekaj novih pevk, tako da zdaj imamo 24 aktivnih članic. Kakšna znanja morajo imeti kandidatke za članstvo v vašem zboru? Predvsem veselje do petja. Fajn je, če ne fušajo, to je zelo v redu. Ampak načeloma nisem še nobenemu rekla, da ne sme peti v našem zboru. Imam sicer eno starostno omejitev, sprejemam članice pod 50 letom starosti. Zakaj to? Zato, ker si želim ohraniti približno enako zasedbo, kot je zdaj, tudi v naslednjih desetletjih delovanja. Upam, da nam uspe obeležiti tudi 20. obletnico. In seveda, če hočeš ti približno isto zasedbo imeti, moraš eno omejitev postaviti, če ne se ti tudi zasedba malo postara. Kakšen je vaš repertoar? Po kakšnih skladbah segate? Naš repertoar obsega zelo različne skladbe, od slovenskih ljudskih skladb do umetnih skladb. Rade posegamo po skladbah, ki imajo neko povezavo z Idrijo oziroma Spodnjo Idrijo in širšo regijo. Pa seveda ne bojimo se tudi bolj zabavnega programa, tudi kakšno rock skladbo zapojemo. V glavnem še kar eklektičen program imamo ponavadi. Čeprav se včasih zdi, da za ženski pevski zbor ni prav veliko literature. Ali pač? Mislim, da dan danes je že kar veliko literature. Je pa res, da mogoče najbolj znane zborovske skladbe so zmeraj pisane za mešane zasedbe. Ampak obstaja kar nekaj priredb za ženski zbor, če si pa zaželimo prav posebno skladbo, kaj smo v preteklosti, kakšno popevko slovensko, pa naredimo tudi priredbo in jo lahko pol izvajamo. Zanimiva so tudi ta vaša sodelovanja z glasbeniki na področju popa, rocka. Rudi Bučar, Ditka, Godba na Pihala, Divje jezero, to so vse zasedbe, s katerimi ste nastopali. Ja, to so vse zasedbe, s katerimi so Ptice že nastopale. Sicer pod mojo taktirko smo nastopale samo z Ditko, z Vanjo so pa nastopale z vsemi ostalimi. Veseli nas pa tudi, da bomo konec avgusta nastopale z Idrijskim plesnim orkestrom. To je tudi še ena izmed zasedb, s katero si zelo želimo nastopati. Najbrž bo to poslušljiv, popularen program. Vsi naši programi so poslušljivi. Ampak ja, to bo, sicer ne vem, koliko že smem povedati o tem, ampak 30. avgusta bo na Grajskem dvorišču v sklopu Grajskih večerov koncert z Idrijskim plesnim orkestrom, kateremu se bomo pridružile tudi same, odpeli bomo pa nekaj popevk. Kot sva že omenila, ste obeležili 10-letnico.
In to na prav tako poseben izviren način. Dogovorili ste se s slovenskimi skladatelji, da vam napišejo prav nove, sveže skladbe. Ja, seveda. Če hočemo negovati idrijsko kulturno izročilo, seveda moramo izvajati tako skladbe, ki že obstajajo, ampak po pravici povedano, tukaj pa res mogoče ni tako velike količine programa za žensko zasedbo. Zorko Prelevec je namreč pisal za mešani zbor in za moški pevski zbor, za ženski pevski zbor pa od njega ni praktično nič. Potem seveda imamo našega rojaka Alda Kumarja, on je napisal skladbo Tice, po kateri se zbor tudi imenuje, tako da to je redno na našem programu. Ampak poleg teh dveh skladateljev je pa kar neka praznina, no? Ni, da bi imeli zelo veliko repertoarja. Tako da, ko sem razmišljala, kaj naredimo za 10. obletnico, a posnamemo en CD, a naredimo en koncert, sem rekla, pa dajmo nekaj, kar bo ostalo tudi za prihodnje generacije. Tako da sem naredila izbor idrijske poezije in dala napisati nove skladbe mlajši generaciji slovenskih skladateljev. In nastala je ta zbirka Na krilih idrijske poezije, 7 skladb za ženski pevski zbor. Kakšni so kaj odzivi stroke? To moramo še malo počakati. Mislim, da morajo te skladbe še na krilih poezije poleteti malo ven iz kotline, ampak zaenkrat smo izvajale Moje idrijske deklice na Primorska poje in so bili zelo pozitivni odzivi in tudi sami skladatelji, ki so prisostvovali dogodku, ko smo skladbe iz zbirke predstavile, so bili izjemno pozitivno presenečeni, tako da jaz upam, da bodo skladbe našle pot tudi do ostalih zasedb, ki bi lahko to izvajale. Ni pa prav pogosto, da idrijski pesniki oziroma pesniki nekega lokalnega okolja dobijo tako priložnost, da so njihovi verzi pretočeni tudi v glasbo. Ja, ponavadi se posega po pesnikih, ki so najbolj popularni. Recimo Srečko Kosovel je bil glasben že neštetokrat, Tone Pavček je zelo popularen, Neža Maurer in še mnogi drugi. Ampak tudi v Idriji imamo ogromno izjemnih pesnikov, če omenim samo recimo Črtomirja Šinkovca, ki ga zdaj ponovno nekako obujajo. On ima krasne tekste, ker so zelo ritmični in tudi dovolj konkretni, da pridejo do poslušalca tudi skozi glasbo. Poleg tega imamo Ano Balantič, vključile smo še Teodoro Klavžar, Ivico Pirih. Je pa še ogromno pesnikov, ki jih žal nismo uspeli tokrat vključiti, ampak bi si tudi zaslužili uglasbitev. Je to izziv za novo zbirko? Mogoče. Da se moramo najprej malo... To je bil kar izziv za zbor, ker ko naročiš nove skladbe, daš neke smernice skladateljem, česa je zbor sposoben, kaj bi si želeli, ampak seveda potem pa vsak vloži svoj izraz v skladbe, tako da nekatere so bile kar v izziv in mislim, da se morajo pevke malo odpočiti do naslednje zbirke. Vsekakor bi pa še kdaj se šla tak projekt. Najbrž pa vsaka poezija tudi ni primerna za, tako v navednicah, ni primerna za uglasbitev. Tukaj govorijo strokovnjaki o nekih ritmih, povezavah in o tem. Jaz bi rekla, da se da vsako besedilo uglasbiti, si pa omejen predvsem z dolžino. Recimo letos je na Šinkovčevih dnevih poezije zmagala čudovita pesem oziroma besedilo, zelo pretresljivo, ampak zelo dolgo. Tako da to recimo ni primerno za uglasbitev, vsaj ne v celoti za tak projekt, ki smo ga mi izvajali. Tako da z dolžino smo omejeni, potem pa še odvisno, koliko je besedilo abstraktno. Zdaj nekateri žanri dopuščajo več abstrakcije in tudi konec koncev besede so lahko samo zvočna podlaga, ni nujno, da so nosilci pomena. Ampak jaz sem vseeno za svoj zbor želela nekoliko lažje skladbe,
In tudi take, ki jih bodo še naprej rade pele in ki jih bo publika zelo dobro sprejela. Seveda se lahko gremo neko avantgardo, ampak jaz sem tukaj izbrala eno srednjo pot. Kako vidite prihodnost vašega zbora? Zdaj, kratkoročna prihodnost je, imamo že planirano sezono 2025-26. Avgusta imamo koncert na gradu, ki sem ga že omenila. Potem novembra imamo letni koncert zbora, potem se bomo seveda udeležile občinske revije, kot vsako leto, in revije Primorska poje. Zelo rada bi zbor peljala na regijsko tekmovanje Primorske, na katerem še nismo bile, tako da to je en tudi kratkoročni načrt. In pa seveda ohranjanje kvalitete in zasedbe na ravni, kot je zdaj. Pogrešate kdaj v vašem sestavu, na primer, moške glasove? Zdaj prav pogrešamo jih, ne? Naša zasedba je trenutno imam res lepo zasedbo. Ampak v prihodnosti bi bilo pa zelo lepo, da bi v kotlini Idrija, Spodnja Idrija uspeli sestaviti eno mešano zasedbo. Tako tudi punce so že izrazile željo, da bi nekoč bilo pa fajn imeti še nižji spekter glasov poleg sebe v zboru. In seveda tudi skladbe so mogoče, vse nimaš več izbire kot za žensko pevsko zasedbo. Otroci v osnovni šoli hodijo k pevskemu zboru, so navdušeni, veseli. Potem, ko gredo v srednjo šolo in naprej, pa se to navdušenje nekako izgubi. Je ta vertikala v Idriji in Spodnji Idriji, v Cerknem tudi, je dobra ali ima luknje? Kot ste že omenili, prav v srednješolskih letih jih nekako izgubimo. Gimnazija tudi nima svojega zbora, tako da takrat se ta kontinuiteta prekine in jaz sem sicer že povabila in to večkrat tudi punce, ki zaključujejo osnovno šolo, naj se pridružijo v prihodnji sezoni pevskemu zboru pri nas. Vaje imamo ob ponedeljkih, zvečer v Spodnji Idriji prevoz zrihtamo, tako da če je kakšna kandidatka, jo z veseljem vzamem zraven. Ker konec koncev v srednji šoli so glasovi že dovolj zreli, da lahko sodelujejo pri neki ženski zasedbi. To lahko potrdite tudi najbrž iz vaših izkušenj. V vaši biografiji sem prebral, da ste v glasbeno šolo hodili najprej v Idrijo, potem na konzervatorij v Ljubljano, na akademijo v Ljubljano in tam ste diplomirali in še magistrirali iz solo petja. Takrat ste sicer nosili priimek Trček, po katerem vas morda kdo tudi pozna ali pač tudi ne. Povejte nam, kakšno glasbo poslušate v avtomobilu? Ojoj. Mal menjujem med postajami. Zadnje čase kar veliko poslušam radio Ars. Včeraj sem poslušala, so imeli glasbeni portret Blaža Arniča in to sem poslušala od Idrije do Ljubljane. Čudovita glasba. Rada preklopim na radio Rock, Val 202 je tudi pogosto. Najrajši pa v bistvu poročila poslušam v avtu. Zato, ker klasično glasbo se ne sliši dobro v avtu. Zelo velike ekstremi so med tihimi deli in med glasnimi deli in potem moram kar naprej menjavati glasnost. Poleg tega se pa z mano skoraj vedno pelje še moja hčerka, ki ima zdaj leto pa pol in zna pol protestirati, če je kakšna preveč zatežena glasba. Na kakšne koncerte hodite? Rada obiskujem predvsem klasične koncerte. Največkrat grem na Slovensko filharmonijo, kjer igra tudi moj mož, ki je fagotist. Kakšen pevski zbor grem poslušati in pa seveda tudi kakšen rock koncert, ki pa sem. V tej zbirki se predstavljate tudi kot skladateljica, aranžerka. Vas kdaj, tako bi se reklo, prime, da bi tudi kot skladateljica pustili kakšno sled? Jaz sem skladateljica trenutno bolj po sili razmer, zato ker je pač preprosto, če vodiš neko pevsko zasedbo, vsake toliko časa treba tudi kaj napisati, kakšno stvar je treba prirediti, kaj je treba spremeniti, zato da ustreza zboru. Ampak ja, tele idrijske deklice, recimo, ki so tudi v zbirki, so se pa nekako kar same napisale. Nisem prav
veliko časa namenila temu, čisto po pravici, ampak sem imela idejo v glavi in se je preprosto prelila na papir. Nekako me je tekst potegnil in se je melodija sama naredila. Drugač, še kar uživam v pisanju skladb, tako da mogoče v prihodnosti še kaj napišem, če bo čas dopuščal. Če bo čas dopuščal, pravite, ob tem, da imate zbor v Spodnji Idriji Tice, ste tudi učiteljica na glasbenem ateljeju Tartini in Amarilis v Ljubljani. To je najbrž glavna zaposlitev. To je glavna zaposlitev, ja. Bo tako tudi ostalo? Zaenkrat ja. Nataša Kondaldo, jaz vam želim uspeha pri vašem delu na tem umetniškem področju, pri vodenju zbora in predvsem veliko lepih koncertov. Hvala lepa, hvala za pogovor. Hvala za obisk v našem studiu in vse dobro. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.